arbitražni sporazum in spoštovanje mednarodnega prava recimo v tem oziru. Kaj si lahko, recimo, kakšne vzvode ima zdaj Slovenija, vemo, kakšno stališče Hrvaške, da pride do implementacije te sodbe? Slovenija ima sodbo na osnovi tega arbitražnega sodišča. Arbitražno sodišče je vnešeno in zaključki oziroma napoved tega sodnega postopka tudi v dokumentih, ki so Hrvaški omogočili vstop v Evropsko unijo. Se pravi, da je to del evropske zakonodaje, zato Slovenci povsem upravičeno pričakujemo, da se bo pravni red spoštoval. Vidim, da je na hrvaški strani predvsem zelo veliko zadreg, veliko je bilo izrečenih besed in tudi poizkus, kako bi se diskreditiral ta postopek. Arbitražno sodišče je bilo jasno, ugotovljeno je bilo, da te kršitve, ki so jih dejansko naši diplomati opravili, niso vplivali na postopek, zato je sodba dokončna. Verjamem pa, da bo v času tega pol leta, ko ga imamo na razpolago za implementacijo, prišlo do premikov v pravo smer. Mogoče se bo pa kakšen detajl tega sporazuma moral spraviti v življenje še kakšno obdobje dlje. Zagotovo pa je Slovenija sedaj na tisti strani, kjer ima pravne argumente in pa sodbo arbitražnega sodišča za sabo in mislim, da je prav, da insistiramo na tem izvedbi tega sodišča in tudi kolegi na Hrvaškem bodo slej ko prej to morali upoštevati. 12. julija se bosta sestala predsednika vlad. Mogoče mislite, da v prihodnje bodo potrebni še dodatni neki bilateralni sporazumi? Zagotovo. Predvsem mislim, da so potrebni sporazumi v tistem delu, ko govorimo o posameznikih, ljudeh, ki so sedaj na osnovi tega sodbe arbitražnega sodišča ostali na ozemlju, na katerem mogoče ne bi želeli živeti. Govorim predvsem o Slovencih, ki so sedaj ostali glede na sodbo na hrvaškem ozemlju in mislim, da je tu potrebno modrost, predvsem pa tudi človeška nota voditeljev vlad obeh držav, da najdejo sprejemljivo rešitev za te posameznike. To je ena od ključnih stvari, ki se mora rešiti relativno hitro, da ne bodo prepuščeni niti ljudje na upravnih enotah, kaj šele posamezniki pod vprašajem in da najdemo življenjske rešitve za te ljudi. Ostale rešitve pa verjamem, da bodo zahtevale malce več časa in to je v teh prvih dneh že očitno. Še enkrat pa argumenti so na naši strani in sedaj tudi sodba, ki je končna in mi imamo državno mejo določeno v arbitražnem sporazumu.